Živjo, tole je podcast v sklopu Festivala Najst, ki poteka na Pilovi spletni strani www.pil.si/festival in ga omogoča Javna agencija za knjigo. Zakaj gre? Gre za natečaj, na katerem lahko sodelujete s stripom, zgodbo, s fotografijo ali s pesmijo na določeno temo. Potem bo komisija pregledala vse te vaše izdelke in na koncu se boste zmagovalci zbrali na prireditvi, kjer boste lahko se družili z različnimi ustvarjalci z teh področji. Nekaj ste jih že spoznali v naših podcastih, no danes pa je z mano še eden med njimi, to je Vinko Möderndorfer. Ko sem razmišljala, kako bi te napovedala in sem šla potem majčkeno googlati in to, sem ugotovila, če bi prebrala vse, kar počneš, bi najbrž 20 minut zelo hitro minilo. Tako da povzetek bi se glasil pisatelj, pesnik, dramatik, esejist, gledališki, radijski, filmski in televizijski režiser. Ja, približno to sem delala. Dobro. In potem tudi, ko sem hotela pač majčkeno našteti dela, ki si jih objavi, bi tudi še naslednjih 20 minut. Tako da bi danes predlagala, tukaj si v bistvu zato, ker so te mladi bralci, sicer te poznajo po različnih mladinskih romanih, kot je Kit na plaži, pa Jaz sem Andrej, pa kot v filmu, ampak tudi po pesniških zbirkah, recimo Pesmi in pesmičice, pa Romeo in Julija iz sosednje ulice. In to so vse pesmi, ki so najprej izhajale v revijalni obliki, v reviji Pil, potem pa so dobile svojo nadgradnjo oziroma nadaljevanje življenja v knjižni obliki. In kar se mi zdi zanimivo, urednica Pila Jana mi je povedala, da takrat, ko so te pesmi izhajale v reviji Pil, da takrat se je blazno povečalo zanimanje za poezijo, da tudi mladi bralci so začeli bistveno več pisati pesmi, jih pošiljati. In se mi zdi, to je ena taka fajn stvar, ker velikokrat si rečemo, dobro, pesmice, včasih se mi zdi, da je celo, ne vem, več ljudi piše pesmi, kot pa jih bere, ampak ti si v bistvu dokazal, da to ni res. Tako da, kako živa je poezija po tvoje? Ja, sej, ko sva z urednico Jano razmišljala, kaj bi, se mi je zdelo, da bi pa mogoče lahko eno leto v Pilu objavljali poezijo. Ker se mi zdi, da je poezija tista zvrst literarna, ki je mladim najbližje. Pesmica se... Vsi začnemo kot pesniki, tako nekako se mi zdi, da ni mladosti brez poezije, zato ker je poezija tako zelo čustvena, s poezijo zapisujemo čustva, ljubezen največkrat v teh letih. Tako se mi je zdelo, da bi bilo fino. Hkrati pa, ko sem razmišljal, kakšna ne bo ta poezija, se mi je zdelo, da imamo mi odlične pesnike za otroke, pa za najmlajše, res odlične pesnike, da pa za najstnike ni toliko poezije, da mogoče Pavček z Majnicami, pa Niko Grafenauer z Skrivnostmi za malo starejše in za vse, in drugače pa ni, in se mi je zdelo, da pa, ker Pil, seveda, kljub vsemu, bralci Pila so najstniki, se mi zdi, da so se pol z Jano tako odločila, da bova pač tisto leto pisala pesmi za najstnike. No, ja, in tako je pol našlo, pol je tudi seveda nastala ta knjiga, seveda nekaj tretjino teh pesmi je bilo objavljenih seveda v tisto leto v Pilu, pa sem jaz to še malo obdelal in zaokrožil in tako je nastala ta knjiga. Hotel sem pa predvsem to, da bi naredili da bi se z to poezijo dotaknil različnih oblik pesnjenja. Od haikuja do baladne pesmi, do pesmi, ki je sestavljena samo iz 2 besed, tudi to je lahko pesem, da bi pokazal in dal pogum mladim bralcem, kaj vse je lahko poezija. Pravzaprav je vse, kar se mlad človek, ki se odloči, da bo napisal pesem, reče, to je pesem. In to je pesem. Drugo je, če je ta pesem potem za svetovne antologije, ampak pesem je marsikaj. Rimane pesmi, bolj urejene, manj likovne pesmi. Tako da sem
to je bil tudi namen, no? Pokazati mladim bralcem, kaj vse je to pesem. Zakaj? Zato, ker sem se jaz spomnil, ko sem bil v osnovni šoli, koncu osnovne šole, pa v začetku gimnazije pravzaprav, kakšno odkritje je zame bil Kosovel, ne, recimo, ne, prav z svojimi konstruktivističnimi pesmimi, ne, ker nisem mogel verjeti, da je to lahko tudi pesem, ne. To je bilo zame prav, kot da bi mi nekdo odprl vrata v neke nove pokrajine, ne. Ali pa ko sem prvič v osnovni šoli ugotovil, da pesem ni samo, če se rima, ne, ampak da je lahko tudi lepa ritmična poved oziroma lepa ritmično urejena misel, lahko tudi pesem, ne. To so bili zame neki pravzaprav taka šok spoznanja, zaradi katerih sem potem tudi začel pisati, no, tako da je bil ta namen. Ja. Koliko pa je dejansko res pomembna ta oblika, forma pri poeziji, da se držimo, da rečemo, zdaj bom pa napisal sonet ali pa da marimo, recimo, pesem? Ja, predvsem se ne smemo siliti, ne. Nekako se je treba, vedno je treba najprej, vsaka pesem najde svojo obliko, no, tako nekako. Sicer bi tukaj naš pesnik Boris A. Novak vedel povedati marsikaj, ne, jaz mislim, da je mladi bralci ga tudi poznajo, ne, da je to en največjih poznavalcev pesniških oblik, ne. Tudi jaz sem pravzaprav se inspiriral pri njegovih knjigah, v katerih piše o pesniških oblikah, in sem tudi nekatere pesmi povzel, pesniške oblike povzel po tej njegovi raziskavi. Tako da nekako predvsem se mi zdi, da vsaka pesem najde svojo mora sama najti svojo obliko, ne. Težko se usedeš pa rečeš, ne vem, da bom pa sonet napisal, pa iščeš vsebino za ta sonet. Nekako se mi zdi, da je pot obratna, ne. Kakšna vsebina pa paše na sonet? Ja, predvsem mora biti, ne sme biti preveč povedna pesem, ne. Mora imeti dva elementa, pa potem na koncu se mora pravzaprav mašnica narediti. Tako nekako, vsebina sonetov je ena tema pravzaprav, ali pa kvečjemu dve temi, ne. Ne prenese, ta forma 14 vrstic se mi zdi, da ne prenese, no. Koliko je pa treba poznati te forme pol dejansko, preden se lotimo pisanja pesmi? Ali lahko kar sledimo nekemu navdihu? Mislim, da se začne tako, da kar slediš navdihu, ne. Pa seveda, jasno, ko pa spoznaš različne oblike, ne, ampak kako jih pa spoznaš? Lahko da vzameš Borisovo knjigo, ne, ampak še hitreje jih pa spoznaš, če bereš poezijo, ne. Pesniki uporabljajo različne oblike, različne verze, skratka, največ se naučiš iz branja, no, tako nekako. Saj jaz sem se naučil iz branja, pol kasneje seveda sem to znanje malo tudi strokovno podkrepil, ne. In pol se mi zdi, da je lažje pisati, ne, če poznaš vse možne oblike in če poznaš res poezijo, ne, če živiš s poezijo, ne. Jaz sem še danes, ne mine dan, da ne bi prebral kakšne pesmi, ampak res, ne. Tako, poezija mi je res tako na dolžini roke, ne. Vsak dan, ko se zbudim, sežem po policah in vzamem poezijo in vedno vzamem pravo poezijo za tisti dan, ne. Pravo pesem za tisti dan. Lahko je to pesem za odrasle, za otroke, karkoli, ne. Nikoli ne zgrešim, ne, da bi rekel, ta pesem, pa ne, vedno je to prava, ne. Ne vem, kako se to zgodi. No, ampak tako da, in je potem, ampak začne se pa seveda jasno, spontano, z blazno željo zapisati čustvo. Poezija je predvsem čustvo, ne. Ni zgodba, ne. Je zgodba, je drugačna zgodba. Tudi poezija je zgodba, seveda, ampak drugačna zgodba, ne. In če imamo to željo, da bi zaustavili trenutek, ne, svojega čustvovanja in ga nekako sporočili drugim, je to dober začetek za postati pesnik, no, tako nekako se mi zdi. Druga pomembna stvar, nikoli se ne smemo siliti, no. Kadar sem se silil, da sem rekel, no, zdaj bom pa pesem napisal, ni bila nikoli dobra pesem, vedno je bilo, ali pa zdaj bom pa sonet napisal, vedno so bile tiste rime tako malo prisiljene, umetne, smešne. Tako nekako, tudi rima mora sama priti, ne, tako nekako, ne. Kakšnim pesnikom
grejo v Rime lažje od rok, ne. Tone Pavček je bil mojster v rimanju, ne. Pa še kakšen drug, ne. Tudi Borisa Novak, pa še. Roza naš je briljanten v teh duhovitih. Jaz nisem, moram priznati, da ne. In kadarkoli sem se nekako silil, ni bilo nikoli dobro. Tako da jaz izrazito sledim vsebini in potem, če se rima najde, se najde, če pa ne, pa se ne. Kaj pa potem naredi dobro pesem? Ali pa kakšna pesem je dobra? Tista, ki je bralcu všeč. Okay. Ne vem, dobra je tista pesem, ki je iskrena. No? To se mi zdi, da je. In to mora mlad pesnik oziroma pesnik se neprestano zavedati. Ne? Iskrenost je poleg seveda poznavanja poezije, pa seveda to, da gojiš poezijo tudi v sebi. No? To je tudi zelo pomembno. Ne? Kaj pa to pomeni, da gojiš poezijo v sebi? Da živiš poezijo, da živiš na način poezije, da spremljaš svet na način poezije. Ne znam dobro povedati, ampak da se zavedaš, da svet obstaja zato, da ga ti izražiš skozi pesem. Evo, to je zavedanje. Ne, tako nekako, in pol tudi drugače gledaš svet, ne, tako nekako. In pol, seveda, kako tudi, v rimah, v besedah, v barvah, v občutkih? V občutkih, ja. V občutkih, tako, ne vem, greš skozi, zdaj ko je jesen, greš skozi deževen jesenski dan in ga občutiš na poseben način. To ne pomeni, da greš potem domov pa napišeš pesem v jesenskem dnevu, ne? Ampak to pomeni, da se je ta podoba v tebi arhivirala in da zori. Da to seme razori in prišel bo pravi trenutek, ko bo to dobil svoje besede. Ne? Nekako se mi zdi, da je treba biti skozi napreži, no? Da živiš na način poezije, no? Da je poezija pomembna ali pa celo bistvena stvar tvojega načina življenja in opazovanja sveta. To se mi zdi pomembno. Ne? Zdaj, kako to dosežeš, ne vem. Imaš tudi odlične pesnike, ki so pisali pesmi, pa potem 10 let niso nobene pesmi napisali. Ivan Minati, moj prijatelj, je rekel, ker je zelo malo napisal, ne? Vedno je napisal isto knjigo, pa potem je dodal še 5 pesmi, pa pol čez 5 let spet iste pesmi, pa še 5 pesmi dodal. Pa smo ga včasih vprašali, ne, kako to, tako malo, ne? Pa prav, ja. Ne smeš se siliti, nočem se siliti, ne. Ko pride pesem, pride in tako naprej. Pa so pa tudi drugačne poetike, ne. Njegova je bila tako izrazito čustvena. On je gojil ta čustva in pazil, da so v njemu pravilno zorele in pol, ko je bil čas, je nastala pesem. Imaš pa seveda tudi drugačne poetike, bolj pripovedne poetike. Tomaž Šalamun se usedel in je zvečer in je zjutraj ob 4 imel pesniško zbirko napisano. Dobro, ne, tudi različna, ampak to je različna poetika, ki je bolj eruptivna, ki bolj usrkava svet na drugačen način, ne. Drugi spet, pa to ne pomeni, da so te slabši pesniki, ne, odlični pesniki, ne. Drugi pesniki spet drugače, bolj filozofsko, pač razumejo poezijo kot področje razmišljanja, bolj racionalno, recimo, pa tudi ne pomeni, da so slabi pesniki, ne. Tako zelo različno je to, ne. Kakšni opisujejo res svoja intimna čustva zgolj v nekih čustvenih stanjih depresije. Silvija Plath, recimo, ne. Silvija Plath, ne, to je krasna pesnica, ne. Pa tudi, ne, kakšni so jezni na svet, ne, in ga znajo zelo dobro zagrabiti in ga satirično obravnavati. In tako zelo različno. Recimo Svetlana Makarovič, ne, recimo, je izjemna naša največja pesnica, ne, tudi za otroke in za odrasle in za vse, ne. Njen svet je temačen, ne, ona je neizprosna do sveta, do človeških odnosov, ampak to je krasno, ker to tako krasno pove. In zato se tudi najdemo v njenih pesmih, ne. To je na nek način lahko malo tudi ventil v resnici, ne? Malo tudi prespraševanje samega sebe, mogoče tudi, da se lažje spopadeš z neko čustveno gmoto v sebi, ali ne? Ja, lahko, absolutno, ja. Vsaj mlad pesnik, tako. Če se zdaj svojih začetkov spomnim, je bilo tako, da sem vsa svoje čustvene dileme ali pa
predvsem v zvezi z ljubeznijo, reševal na ta način. Ne. Tu je bila ena, da sem jih artikuliral in s tem sem jih zaključil, ne, v sebi, ne, da sem napisal pesem. Ampak seveda, korak naprej je pa seveda, da nisi samo vezan na svoje čustveno stanje, ampak da si pesnik. No. To je pa en korak naprej, da se ukvarja z jezikom, da z jezikom na pesniški način, na svoj način nekaj poveš. Ne. To je nekako se mi zdi, da je en korak naprej. Ne. Takrat se lahko šele reče, da si res pesnik. Ne. Tako Kdaj pa si ti začel pisati pesmi? Ja, tako kot najbolj začnejo pesmi pisati tam, pri 14, 15, ne, zaradi seveda punc, ne, in zaradi ljubezni. Si jim pa tudi dal te pesmi za prebrati? Ja, sem dal in so bile zelo vesele in to je bilo zame še večja spodbuda, ker sem ugotovil, da imajo punce rade, če jim napišeš pesmi. Ne. V gimnaziji je to seveda postalo še bolj resno in tako naprej, no, ampak ni bil glavni vzrok, ni bil glavni razlog samo to, ne. Bila je nek nemir, ki sem ga čutil, da bi nekaj povedal, no, da bi nekaj... Prav nemir je prava beseda, no, in iz tega nekako je nastala, ne, to prav neka nuja, ne. Ja. Sej, beseda nemir je v resnici zelo pomembna, ker to je tudi tema natečaja. Pač tisti, ki se boste odločili, da boste prispevali pesem, naj bi pesem govorila o nemiru. Tako da, mogoče kaj pa bi svetoval mladim pesnikom, ki bodo pisali o nemiru? Kako naj se tega lotijo? Kako bi ti pristopil k temu? Bral bi pesmi, ki imajo sorodno temo, teh je zelo veliko. Ne. To se mi zdi zelo pomembno, da pesniki, še mi grede v oklepaju, poznam ogromno mladih pesnikov in pesnic, ki pišejo pesmi, ampak jih ne berejo. Ne. Aha. Ne gre to skupaj. Ne moreš ti biti pesnik, ne da bi bral poezijo, ne da bi vstopil v ta svet kot bralec, ne, tako naprej. Ne. Ja, sej, jim je to zadost. Ne. In jaz vedno potem rečem, ko dobim te pesmi, da je treba brati. Ne. In pol vidim, da ne poznajo slovenske poezije, kaj šele svetovne. Ne. No, ampak ne vem, kaj bi. Jaz mislim, da je osnova seveda ta nemir, ki ga mlad človek čuti, ta želja, da zapiše to, kar mu leži na duši, da zapiše svoje čustveno stanje. Ne. To stanje je tudi veselo lahko, ni, ne, dobro, ampak če imamo temo nemir, potem seveda moraš zasledovati samega sebe takrat, ko si v samoti, takrat, kadar si na ta način vznemirjen. Druga stvar pa je, kar se mi zdi, in bom še enkrat povedal, iskrenost. Jaz mislim, da dober pesnik v svoji pesmi zapiše tisto resnico o sebi, ki jo ne bi povedal nikomur, ampak pesmi jo pa pove. Da je treba biti do krvi, jaz temu rečem, do krvi iskren. Brez iskrenosti ni, to velja tudi za prozo, no, ali pa za vsako umetnost, ampak za poezijo še najbolj, zato ker se resnično ukvarja in izhaja iz čustev. Ne. Naša čustva, naša občutja rodijo besede. Ne. In tu je treba biti resnično iskren. Ne smeš... Je pa to malo včasih manjka, ne, iskrenosti, ki jo pa mlad človek ne more še toliko čutiti. Tu moraš se malo postarati, moraš biti malo starejši pesnik, se mi zdi, ampak ja. Je pa to malo tudi z ranljivostjo potem povezano, ne? V bistvu moraš se soočiti s sabo in potem daš sebe na ogled drugim. Točno to, ja. Kako pa... Točno to, ja. Jaz se tudi spomnim teh občutkov, da mi je bilo neprijetno, ja, da so brali. Ne. Pa so tisti, ki so brali pesmi, ki so jih objavili v šolskih glasilih, pa pol v gimnazijskem glasilu, pa pol tudi v knjigah. Ne. Tudi, ko sem imel knjige, poezije mi je bilo nekako neprijetno. Ampak oni, bralci, seveda to drugače bere. Ne bere kot tvojo resnico ali pa tvojo ne bere to zelo osebno. Ne. Ampak bere in seveda primerja pesem ali pa občutje pesmi s svojim občutjem. In to je namen. Ne. Ja, jaz razgalim samega sebe, povem nekaj zelo intimnega o sebi, zato, da bi bralec
to čutil kot svoje čustvo. To je smisel Da mu poezije. pomagamo ubesediti Tako, je v njem. ker bralec nekako, imamo odlične bralce, ki pa niso pesniki, ni treba, da si, ne, pa so res odlični bralci, ne. Tako nekako se mi zdi, ne. Tako da treba je premagati strah v resnici, ne? Treba je premagati strah, in si upati biti zelo iskren, ali pa do krvi iskren, ne, tako se mi zdi, da je. Ne sme biti nobene cenzure ni, najhujša je avtocenzura, ne, kadar pesnik, ne vem, ne bom uporabil te besede, ker ni preveč lepa, ali pa ne bom uporabil besede, ker bralcem ne bo všeč, ne, to je najhujše, to je smrt za pesnika, ne. Ni, nobena beseda ni grda. Vse besede so v uporabi in vse besede služijo vsebini. In če seveda vsebina neka zahteva določene besede, jih mora dobiti. Tako avtocenzura se mi zdi, da ubije marsikoga, ne, pa všečnost, ne. Pesmi ne smeš pisati zato, da bojo nekomu všeč. Seveda, meni je bilo všeč, ne, če so bile, ne, punci, ki mi je bila všeč, ta pesem všeč, sem jo tudi, ne, v tem smislu pisal, ampak v bistvu to ni prava pot, no. Ja, nič, hvala potem, Vinko, a ne, jaz res upam, da se vas bo čim več opogumilo, da boste poiskali ta nemir v sebi, da ga boste opredelili tako, da se bo prelil v besede, da si boste upali te besede napisati na računalnik, na papir in da boste svoje izdelke poslali na festival Najst. Vinko, tudi ti boš v komisiji, a ne? Tako da... Z veseljem. Kako pa boš to ocenjeval, kaj boš gledal? Kot bralec. Kot bralec. Ja, kot bralec bom poskusil, se bom trudil, da bojo te pesmi prišle do mene. To je edino merilo. Ne bom štel zlogov, ne bom ocenjeval rim, ampak koliko moči ima pesem in kako je prišla do mene, ne? Do mene kot do bralca. In jaz sem dober bralec poezije. No, zdaj veste. Skratka, mi se veselimo vaših izdelkov in mogoče se vidimo na prireditvi decembra.